Zdravo, tukaj je Valentin. Tokrat bom govoril o zagovorništvu, o tem, kako samega sebe zagovarjati pred drugimi. Torej, vsak človek ima neke svoje lastne interese in potem v življenju srečujemo tudi druge ljudi, ki imajo drugačne interese. In medsebojne interese je seveda potrebno usklajevati. Kaznivo dejanje je, da nekoga silimo v nekaj, kar noče. Potem pa lahko tudi seveda drugi ljudje utemeljujejo, da nam nekaj lahko vsilijo, ker tako velevajo zakoni. Ampak le malo kdo ve, da zakoni so tudi veljavni lahko samo, če upoštevajo principe obligacijskega razmerja in da nek zakon lahko velja samo, če smo ga tudi mi sami sprejeli. Zakone se torej ne sme vsiljevati, kajti če nismo mi tisti, ki smo se z zakonom strinjali, potem ni podlage za obligacijsko razmerje. To je eden izmed primerov, kako se lahko zagovarjamo, če nam nekdo želi vsiljevati nek zakon. Marsikdo niti ne ve definicij besed in zaradi tega imajo napačno predstavo, kaj določena beseda pomeni. Recimo, beseda zakon se lahko uporablja v več različnih primerih. Rečemo lahko recimo, da sta ženska in moški sklenila zakon. Kdaj tak zakon velja? Torej, zakon je druga beseda za poroko, da sta se poročila. Zakon torej velja samo toliko časa, dokler sta se ta mož in žena strinjala, da bosta spoštovala in upoštevala tisto, kar sta si drug drugemu obljubila ob sklenitvi zakonske veze. Vsak zakon je torej pogodba, je dogovor, je sporazum, ki po definiciji zakona o obligacijskih razmerjih velja samo toliko časa, dokler sta obe strani pripravljeni ta dogovor spoštovati. V trenutku, ko se ena od strani ne strinja več z določenimi sklenjenimi pogoji, potem tak zakon ne velja več. In primer je tudi sedaj v letu 2020, ko nam nekateri na osnovi zakonov ali odlokov ali uredb želijo nekaj vsiliti, da počnemo nekaj, s čemer se mi nismo strinjali. In seveda, če se ne znamo zagovarjati, če nimamo dovolj širokega besednega zaklada, če ne poznamo točno, kaj so definicije sleherne besede, potem imamo v sebi dvom. Nimamo jasnosti, nimamo odločnosti glede tega, katere besede in na kakšen način bi lahko uporabili za to, da bi lahko ubranili naš lasten interes. In večina ljudi potem raje podleže zahtevam drugih in s tem delujejo proti lastnim interesom. Taki ljudje podležejo strahu in enostavno druge ubogajo.
Namesto, da bi raje vzeli čas in pogledali, kaj so definicije besed in se na ta način opolnomočili. Kajti besede imajo izjemno moč. Z besedami se začenjajo vojne in z besedami se vzpostavlja mir. Z besedami se lahko učinkovito obranimo pred katerimikoli besedami drugih ljudi, če imamo kvalitetno besedišče oziroma besedni zaklad. Zato tudi rečemo besedišču, da je zaklad, kajti predstavlja izjemno dragocenost, ki ga lahko v svojem življenju tudi dejansko praktično unovčimo in na osnovi njega zaslužimo veliko denarja. Ali pa se obranimo tega, da bi drugi proti naši volji zahtevali od nas denar. Jaz se že precej časa učim, kako učinkovito uporabljati besede. Kajti pred leti sem imel zelo šibko besedišče. Posledično sem imel tudi šibek glas. Govoril sem zelo potiho. Nisem se znal izražati. In še vedno glede tega dopolnjujem, izgrajujem, izboljšujem svoje sposobnosti. Da bi sebi glede tega pomagal in tudi drugim, sem raziskal veliko stvari in potem tudi odkril novo učno tehnologijo, ki omogoča izjemno hitro, enostavno in učinkovito gradnjo besednega zaklada. V letu 2020 sem postal tudi nacionalni zastopnik za to učno tehnologijo. In tisti, ki želijo sami sebe opolnomočiti ter opolnomočiti predvsem svoje lastne otroke, kajti ko so otroci mladi, se veliko lažje učijo kot potem, ko so starejši. Taki ljudje naj me kontaktirajo, lahko na Facebooku pod ime Valentin Rozman sem tam, ali pa me kontaktirajte preko moje spletne strani valentinrozman.si. Naredil vam bom izčrpno demonstracijo, kakšne so koristi te učne tehnologije, kako dejansko pomembno je besedišče v naših življenjih in kako boste to učno tehnologijo učinkovito uporabljali v vseh njenih potencialih, da boste uspešni v življenju, da boste imeli visoko samozavest, da se boste osvobodili strahu ter uspešno psihično in fizično zaščitili pred neželenimi vplivi iz zunanjosti. Hvala za posluh in nasvidenje.